Mateja Gaber, Irena Samide, lepo vaju pozdravljam. Ko smo se dogovarjali o današnjem snemanju, je bila mogoče kakšna krajša zagata, ampak potem ste, Irena Samide, dejali, Heine je pomembna stvar. To formulacijo sem si zapomnil, potem ste zelo hitro našli čas za snemanje pogovora. Zakaj je Heine pomemben avtor? Heinrich Heine je, bom rekla, avtor za vse čase. Čeprav je bil rojen v prvi polovici 19. stoletja, takrat je ustvarjal, živel, je dejansko pisal stvari, ki jih lahko danes beremo z enakim entuziazmom, z enako strastjo, in njegova besedila imajo danes pravzaprav enako aktualnost, kot so imela v njegovem času. Ne rečemo zaman, da ne gre samo za nemškega avtorja, ampak da gre za evropskega avtorja, ker dejansko nagovarja teme, ki so, bom rekla še enkrat, pomembne za vse čase in za vse narode. Mateja Gaber, to ni vaše prvo sodelovanje v oddaji Izšlo je. Prevedli ste vsaj 2 zanimivi knjigi in ta je verjetno 3. Njen naslov je Nemčija, zimska pravljica. In me zanima, zakaj ste izbrali prav Heineja? Izbrala sem ga pravzaprav po naključju, ker mi je kolegica Irena Samide pred letom dni ponudila eno kitico, če jo lahko prevedem za nekoga drugega. In potem bilo je to kitica o Kölnski katedrali. In potem sem rekla, pa sej to moram poznati celo pesem. In potem ugotoviva, da pesem ni bila nikoli prevedena v celoti oziroma pesnitev. In tako se je začelo. In ko sem pa začela spoznavati te Heinejeve verze, sem pa, kot rečemo, padla not in me je popolnoma prevzel. Kaj vas je tako navdušilo? Navdušil me je njegov smisel za težke stvari prikazati z ironijo, satiro. Potem navdušil me je jezik, ki je mogoče nekoliko odmaknjen od današnje visoke nemščine. Predvsem pa ideja, ki je za pesnitvijo, čeprav je naslovljena kot pravljica, to še zdaleč ni. Ima veliko pravljičnih elementov, ima neke mitske podobe, ki so zelo blizu pravljici o tem Karlu, o Frideriku Barbarossi. Poslužuje se tudi teh, kako bi rekli, fiktivnih stvari, ker s pravljico vedno neko fikcijo povežemo, ampak vendar je tukaj toliko, kot Nemci rečejo, Wirklichkeitssignale, toliko nekih oseb, ki so zares obstajale, toliko nekih filozofov, ki so živeli, krajev, ki so resnični, da potem to pravljico ne dojemamo več kot pravljico, vendar besedilo beremo prizanesljivo. Ko sem bral Nemčijo, zimsko pravljico, sem imel občutek, da se je avtor nekako privoščil, kar si je želel, da je bil res svoboden. Je ta občutek točen? Mislim, da ja. Heine je seveda bil vedno zelo odkrit. Veliko ljudi ga tudi zaradi tega ni maralo, ker je povedal svoje mnenje takšno, kot je bilo, pa če tudi je s tem užalil sebi ljube ljudi. Heine je Nemčijo zares imel rad. Prav zato si je privoščil toliko večjo kritiko do Nemčije. Ker je izhajal iz nekega res stališča, jaz sem tisti, ki ljubim to deželo, ki imam rad, ki si seveda želim, da je ta dežela takšna, kot bi morala biti, se pravi svobodna, demokratična, ki dopušča različnosti, ki dopušča svobodno izražanje besede, kjer lahko se ljudje gibajo svobodno sem in tja. In si je zato res dovolil takšno držo kritično, radikalno. Seveda je bilo tudi možno to zato, ker je dejansko on takrat že dolgo let živel v Franciji. On se je leta 1931 preselil v Francijo. To so sicer radi interpretirali kot njegovo svobodno voljo, pa vendarle moramo reči, da dejansko so bile razmere v Nemčiji takšne, da mu ni bilo več tam za biti, preprosto zaradi te zategnjenosti, utesnjenosti, ni dobil nobene službe, čutil je, da seveda tam ne more več ustvarjati. Šel je v Francijo, pa ne samo zato, zaradi te utesnjenosti, ampak tudi zato, ker je v Franciji pa res našel vsaj iluzijo neke svobodne družbe. Tista julijska revolucija ga je v bistvu zelo navdušila in rekel, tukaj pa verjetno ljudje lahko živijo po svobodni volji. In z tega vidika, tega egzilanta, se pravi nekoga, ki živi v tujini,
in gleda na svojo državo, na svojo deželo s kritičnimi očmi, si je zato lahko seveda privoščil tudi toliko več. Ja, Irena je omenila, da je imel Heine Nemčijo zelo rad. Ampak njegov založnik Kampe ga je opozoril, preden sta izdala to knjigo, veš, to, kar si napisal, to ne bo tvojim sovražnikom povedalo, da si domoljub, čeprav si. To jim bo le orožje v rokah proti tebi. Ampak res moramo vedeti, da njemu je bilo hudo za Nemčijo, zato se je tako ukvarjal, zato je tako z distance, kot je rekla Irena, kritiziral in seznanjal Nemce tudi s tem, kako je pa drugače, če si ti v Franciji, a ne, in si je njegova vizija je bila nekako za neka svobodna in svobodomiselna Nemčija ob strani tele Grand Nation. Tako da to smo hoteli dodati, da ni mu bilo lahko. Kot prevajalka ste zapisali sintagmo patriotizem nezdrav. Kakšen je ta patriotizem, ki je nezdrav? Ki je nezdrav? Ja. Jaz mislim, da tukaj smo pa spet pri Herderju, ki govori o patriotizmu in Nemci imajo tako lepo besedo Vaterlandsliebe, ljubezen do očetnjave, ki je lahko zelo lepa lastnost. Kadar gre za povzdigovanje lastnega naroda, dediščine, torej tega vse, kar so nam očetje priborili, da zdaj rečem tako poetično. Vendar je to lahko zelo kmalu nezdravo, ko je ta patriotizem povzdigovanje sebe na škodo drugega. To pa potem lahko vodi v nacionalizem in nacionalsocializem, kar se je zgodilo potem v začetku 20. stoletja. Tako da Heinejev patriotizem je zdrav patriotizem, Herderjevski patriotizem. Kakšen je pa imel odnos do francoske kulture, do Francije, do francoske književnosti? Heine je imel zelo rad Francijo, francosko kulturo, cenil je francoske intelektualce, cenil je ta esprit francoski in se tudi tam dobro počutil. Pa vendarle ne moremo reči, da je tako črno-belo slikal Nemce in Francoze. Še vedno je bolj kot francoske cenil nemške filozofe, nemške intelektualce, nemški duh, zavedal se je, odkot dejansko je nastala tudi romantika in je to vedno znova poudarjal. Tako da on se je v Franciji se dobro počutil in tudi ta intelektualna elita ga je zelo dobro sprejela. On je pisal v Franciji v nemške časopise, ki so tam izhajali, ker moramo vedeti, seveda, da on ni bil edini eksilant v Franciji, ki je prišel iz Nemčije, temveč je res bilo tam veliko in so tudi izhajali nemški časopisi v Franciji. Zakaj so nemški umetniki, intelektualci zapuščali Nemčijo? Zakaj so odhajali v Francijo? V Francijo so odhajali zato, ker so tam lahko svobodno ustvarjali. To je preprost odgovor na to vprašanje. V Nemčiji je vladala cenzura, zlasti po teh tako imenovanih Karlsbader Beschlüsse, se pravi po sklepih iz Karlsbada po letu 1819, se je cenzura močno okrepila. In vsi pisni izdelki, ki so bili krajši od 20 avtorskih pol, se pravi od 320 strani, so bili podvrženi predcenzuri. Izdelki, ki so imeli več kot 320 strani, govorimo o knjigah, so pa šli v cenzuro po izidu knjige. In to je bila seveda takšna zelo zvita domislica oblastnikov, ker so po eni strani vplivali na to, da so avtorji in založniki se šli samo cenzuro, ker seveda niso hoteli biti cenzurirani pred izidom knjige. Tisti, ki so pa tvegali in šli v izid, tako kot se je zgodilo tudi z Nemčijo zimsko pravljico, ki jo je njegov založnik Kampe izdal skupaj z zbirko Neue Gedichte, ker se je zavedal, da bi sicer bila obsojena na propad že pred izidom. Tisti so pa tvegali bankrot. Ker seveda, če jaz izdam toliko in toliko izvodov neke knjige, ki jo tiskam in je ta ista knjiga potem en mesec ali en teden po izidu obsojena na cenzuro in jo moram umakniti iz prodaje, imam seveda veliko izgubo. Se pravi, zato je šlo predvsem za nezmožnost objavljanja in seveda tudi zaradi tega duha splošnega, ki je tam vladal v Nemčiji. Če ostanemo še pri tej temi, kako je Heine slikal nemštvo? Heine je slikal nemštvo kritično.
Najprej je to kot objektivna kritika, to, kar je Irena prej povedala z distanco z Pariza, ker si je to lahko privoščil. Potem pa je tukaj tudi gre za oster osebni kritični pogled, ker je bil tudi sam žrtev cenzure, procesov in raznih prepovedi, objav. In nekako opisuje duhovno stanje očetnjave v tej predmarčni dobi. Torej, bolj gre za duhane, čeprav opisuje nemško hrano, opisuje nemško blato, ki je tudi Rimljane prisililo, da so obstali tam, ker so bili in izgubili bitko v Tevtoburškem gozdu. Torej, opisuje s prispodobami, osebno kritično, ampak vendar prizanesljivo. In neki bralec lahko na prvo žogo reče, kako lepo piše, a ne? Ampak zatem je strašna bolečina, ko gleda domovino, kaj se ji dogaja, in ta njegova domneva se uresniči že takoj na začetku pesnitve, ko pride naprimer na prusko carino in mu prerešetajo vse te kovčke, tukaj so čudoviti verzi, ko so teli Prusi stikali vse povprek, preverili srajce in robce in fige, in iskali konice, mislim na pruske konice, bižuterijo in prepovedane knjige. Ampak tega niso našli, tu mi je zelo všeč ta vers, oziroma kitica cela, bedaki, ki iščete v kovčku stvari, tu nič ni, kovček ni pravi, kar ti tihotapi in potuje z menoj, vse varno je spravljeno v glavi. Se pravi, ideje mu nihče ne more vzeti. In tukaj je bistvo, on lahko piše karkoli v nekih profanih stvareh, ampak nikoli ne bodo mogli prodreti do njegove ideje. Pesnitev je zelo razgibana. Pravzaprav uporablja pesnik različne taktike. Včasih našteva imena, kot da bi brali telefonski imenik, danes telefonski imenik žal ne obstaja več. Drugič piše sanjske prizore, tretjič zelo konkretne, skoraj da mitološke prizore na drugi strani. Kakšne pripovedne pristope vse uporablja? Ja, dejansko je Heine v tej pesnitvi zajel vso to široko paleto, o kateri ste govorili. Ves čas pa ostaja v svojem pripovedovanju, v svojih rimah, v svojih verzih, v kiticah v enakem tonu. Ko pa se podajamo na to pot, kot bralci ali kot recimo tudi prevajalci, če gledam Matejo, je treba seveda v vsakem trenutku vedeti, kje Heine dejansko je. In zato je treba nenehno iskati aluzije, mitološke figure, mesta, besede, ki so danes seveda mogoče že nekaj arhaizirane. In seveda moramo pa skrajno intenzivno vedno iskati podtone v teh tonih. Ker to, kar je velika odlika Heineja in kar je potem tudi težko ujeti seveda v nekem prevodu, je to, kako ujeti ironijo in samoironijo. Kako način njegovega pripovedovanja, ki najprej stvari predstavi in jih v naslednji kitici ali pa v naslednjem verzu ironizira, destruira, samo ironizira. Spodnaša, tako. In tukaj je seveda ta obrat, ki je tako značilen za njega. Ne rečemo za manj, da je v bistvu on ta zadnji vitez romantike ali tisti, ki je presegel romantiko. Ker po eni strani uporablja te klasične romantične prijeme, tudi kar se tiče kitice, spomine na neko ljudsko kitico in potem tap, te zagrabi takrat, ko najmanj pričakuješ, naredi popoln obrat za 180 stopinj, in tam vidiš, kje je tista poanta. Je to romantična ironija potem? To je romantična ironija, ampak dejansko gre pri Heineju, on gre še korak naprej, ker konec koncev romantično ironijo so poznali tudi že sami romantiki. On pa gre res ta korak naprej v moderne postopke, ko res destruira tudi to romantično ironijo kot tako. Recimo lep primer takega konstrukta, ko sam sebe potem podre z izjavami, je, ko piše o tako poveličevanem rimsko-nemškem cesarju Frideriku Barbarosi, ki se mu razdaja, tam hodita po nekih pod Kyffhäuserjem, kjer je spravljen kjer čaka ta rimsko-nemški cesar, da bo v pravem trenutku prišel in Nemcem pomagal. In same lepe besede, koliko ima konjev, kaj vse bodo ti njegovi vojaki naredili, koliko dukatov jim bo dal in tako naprej.
Potem pa kar naenkrat ugotovi, da je ta cesar tako za časom, niti ne ve, kaj je giljotiniranje, niti ne ve, kaj vse se je med tem zgodilo in ugotavlja, da če nekim liberalnim ljudem omenja cesarja, se mu bodo smejali, ma kdo je to, vi imate to nekega starega tam mitološkega tipa, ki je nekje v nekem hribu zakopan, ne? In potem ugotovi, no, pravzaprav mi cesarja sploh ne potrebujemo, kaj bomo s takim, a ne? In to je ta preobrat, na primer, ki se zgodi in potem se, če to bereš na glas, se prav smejiš, lej, kaj mu je naredil, a ne? Ampak vse to je naredil seveda namenoma. Tako v žepni izdaji Heineja, kot tudi v vajni izdaji je zelo dosti opomb. Te opombe so pomembne, ne? Te opombe so pomembne, jaz mislim pa, da je zelo pomembno tudi, da so te opombe na koncu. Ravno to sem želel vprašati, zakaj niso sproti? Niso sprotne zato, ker sva se o tem seveda tudi midve pogovarjali in sva rekli, nič pesnitev učinkuje tudi brez teh opomb. In prav je, da jo doživimo, da jo začutimo, brez teh opomb, pa če tudi ne poznamo globjega pomena čisto vsake besede, vsakega izraza, vsake aluzije. In to prvo branje, ki je vedno, pravim, najpomembnejše in ki bi ga morali upraviti tudi na glas, ker poezijo se bere na glas, je pomembno res brez tega aparata znanstvenega, a ne? Tisto, pa potem hočem res izvedeti, kaj pa je s tem pravzaprav mislil, kaj pa je še globji pomen, kaj pa je še tisto branje pod površino, takrat pa grem pogledat opombe. In to se mi zdi pri Heineju res tako čudovito, ker ga lahko bereš na tem, bom rekla, površinskem nivoju in že tam ti da velike užitke, ko pa pogledaš še malce globje in si dopustiš domisliti vse tisto, kar si on domislil, se ti pa odprejo še širši svetovi. Mateja Gaber, bi nam prosim prebrali kakšno Heinejevo kvartino, mogoče najprej v nemščini, na to v svojem prevodu. Z veseljem. Prebrala bi 2 kitici, skupaj sva izbrali te kitici, ker sva si želeli, da bomo tudi kaj prebrali. In sicer je to že proti koncu, ko pesnitve, ko pride Heine v Hamburg in ga tam sprejme zaščitnica Hamburga, boginja Hamonija. Proti koncu torej se nekako izostrijo te njegove misli. Bom najprej v nemščini. Es wächst heran ein neues Geschlecht, ganz ohne Schminke und Sünden, mit freien Gedanken, mit freier Lust, dem werde ich alles verkünden. Schon knospet die Jugend, welcher versteht des Dichters Stolz und Güte und sich an seinem Herzen wärmt, an seinem Sonnengemüte. In po slovensko bi to zvenelo takole. Odrašča končno novi rod, brez grehov in brez maske bo nastopil, ker misel je svobodna in želja tli, do njega se bom napotil. Mladina taka že brsti, ki ponos in blagost pesnika razume, se v njegovem srcu otopli, njegovo sončno dušo doume. Jaz si zelo želim, da taka mladina res prihaja, ki je neobremenjena s preteklostjo in se mi zdi, da ima vsaka generacija to željo, da bo mladina pa boljša, da bo spoznala napake trenutne generacije. Ne vem, ali se nam taka mladina res obeta, ampak želimo si pa res, da bo tako. Delim vaše upanje. Ja. Ste želeli prebrati? Želela sem prebrati še nek vers, ki prav tako je nekako neka predhodnica Brechtove izjave, ne, da so knjige orožje, vzemimo jih v roke. Torej že Heine je toliko časa prej zapisal: živečih poetov žaliti nikar. Orožje in plamen v rokah imajo, ki strašna sta bolj kot Jupiterov blisk, saj z njima upravljati znajo. Bogove, stare in nove, užali jih vse in na Olimpu vsa božanstva sveta in z njimi Jehovo vrh vsega, a nikoli ne žali poeta. Morda se oblast ne zaveda, kako pomembno je delo pesnikov, pisateljev, literatov, ki morajo seveda delati svobodno. V Nemčiji to ni bilo mogoče in tudi v nekem verzu mu ta Hamonija pravi, saj smo dovolili vse, lahko počnete, pesnikov pa nismo vključili v to svobodno ustvarjanje. Tako da mislim, da bi se morali zavedati moči pisane besede. Upam, da vas je politika slišala. Irena Samide, če ostanemo pri tej tematiki pesnika. Heinrich Heine pravzaprav to svojo pesnitev konča nekoliko nenavadno.
Kaj ti pesnik konča v nekem peklu, tam je precej nejasno. Zdaj imam občutek, da ne bomo razkrili preveč, če se pogovarjamo o koncu pesnitve. Ta pesnitev je nekoliko dvoumna na koncu svojem, ne? Ja, je. Ne? To, kar je seveda Mateja prej prebrala, je v bistvu ta pozitivna vizija, ki je seveda svetla stran. In je v bistvu ena od redkejših svetlih kitic te pesnitve. Dejansko Heine seveda že po svoji naravi in tudi v tej pesnitvi ni prav zelo optimističen glede prihodnosti Nemčije, sveta in seveda tudi tukaj je precej pesimističen na splošno. In jaz mislim, da je on za nalašč pustil to tako odprto, ravno zaradi tega, da prepušča v bistvu tudi bralcu to svobodno voljo. To je povsem v njegovem smislu. V bistvu prepušča nam, ki beremo, ki se s tem ukvarjamo, da si sami ustvarimo svojo sliko sedanjosti in prihodnosti. Skratka, Heine upa, računa na odprtega bralca, ki bo tvegal tako nekako, ne? Tako vedno. Heine zaupa bralcu, bolj kot oblasti. Potem je pa še nekaj. V tej pesnitvi, v nekem hipu, Heine vidi prihodnost. In to je ena taka lepa literarna domislica. Ta vpogled v prihodnost ni ravno, bi rekel, razkošen, ni ravno eleganten, ni ravno nekaj, kar bi si želeli videti, in vendar on vidi v prihodnost. Kakšno prihodnost vidi? Ja, uporabi zelo nenavadno prispodobo, kako gledati v prihodnost. Ta harmonija, boginja Heine oziroma temu pripovedovalcu pusti, enemu redkih, ki mu pusti, da pogleda v prihodnost. Ta prihodnost se izkaže, da je v neki nočni posodi od Karla Velikega, ki jo je treba odpreti in potem vidiš v prihodnost. In seveda, če odpremo nočno posodo, vemo, kakšen je von, mislim, vsaj včasih so vedeli, zdaj je drugače, ampak karkoli ima kakršnokoli povezavo s fekalijami ali urinirami, vemo, kakšen ima von, in ko Heine oziroma pripovedovalec, ta lirski jaz, to odpre, je seveda grozno, smrdi, neprebavljivo, in to je prihodnost, ki čaka Nemčijo. Se pravi, nič kaj prijetna prihodnost. Je pa boginja to njemu pustila zato, ker je moral priseči, da ne bo nikomur povedal, kaj je videl. Je pa on, tle pa tega in paradoks, je pa on seveda nam vse to povedal že prej, kaj je videl, ko je potoval, kaj se dogaja z njegovo domovino. Tako je s pesniki. Znajo povedati tisto, kar morajo povedati. Ne? Ja. Nekoliko smo se že pogovarjali o nemštvu in v vaši spremni besedi sem našel kupico podatkov in tudi v opombah, kako je bilo takrat nemštvo nekaj zelo aktivnega, dejavnega, kako na različne načine je obstajalo. Kakšna pa je bila prihodnost oziroma nadaljna usoda Heineve pesnitve in Heineja sploh? Zdaj, seveda, če govorimo o Heineju, moramo tudi mogoče razlikovati o recepciji, v katerih deželah govorimo. Mogoče sumarično. Tako. Nasplošno bom rekla, da je Heine seveda bil že v svojem času bran, da so ga zelo radi brali, zlasti seveda te svobodomiselni krogi. Ravno tako so ga pa konzervativni krogi zelo zavračali. Tako da je bil nenehno ambivalentna osebnost. In to lahko govorimo tako za Nemčijo, kot recimo tudi v Sloveniji je bilo zelo podobno. Tako že v drugi polovici 19. stoletja, 20. stoletju se je tabor ljubiteljev Heineja in sovražnikov Heineja je bil zelo jasen. In to je bila v bistvu njegova naloga, da je razdeljeval. Zakaj? Ker če pogledamo njegove pesmi, njegove misel, konec koncev nenehno napada militarizem, napada avtoritarizem, napada konzervativizem, izpostavlja moč svobodne volje, svobodne besede. In vse to seveda je nekaterim ljubo, drugim pa seveda toliko manj ljubo. V Sloveniji smo ga potem recimo precej tudi prevajali, zlasti njegove pesmi, zgodnje pesmi, te bolj romantične pesmi, ki so bile tudi velikokrat uglasbene. Poznamo mnogo njegovih pesmi v uglasbeni obliki. Te kritične pesnitve so bile recimo tudi v 20. stoletju, v tem času socializma, tudi pri nas precej
so jih precej pozdravili, ampak bom rekla, je pa vendarle ostajal vedno bolj ob robu. Bolj ga poznamo kot ime, poznamo ga seveda kot avtorja Lorelaj, ki je še danes recimo tudi besedilo, ki ga berejo v šolah za tisti, ki se odločijo za maturo iz nemškega jezika, pa tudi Slovenci ga poznajo, tudi v slovenskih čitankah je. Vendarle pa teh verzov, ki pa jih danes beremo ravno v tej pesnitvi, ki je išla Nemčija zimska pravljica, pa mogoče manj poznamo. Mislim pa, da je ravno danes pravi čas, da se s tem ponovno srečamo. Se strinjam z vami, ker Heine zapiše sintagmo duh svobode, ne? Kot tako visoko vrednoto, kot evropsko vrednoto. Tako. Jaz sem hotela še pripomniti, torej recepcija Heine, torej on je bil tudi eden izmed tistih, čigar knjige so sežigali, in se pravi v nacionalsocializmu, v nacistični Nemčiji, ampak to je on predvidel že toliko časa prej. Obstaja njegov stavek, ki sem ga videla, ko sem kot deklica obiskala koncentracijsko taborišče Dachau in tam stoji Heinejev stavek, tam, kjer sežigajo knjige, sežigajo potem tudi ljudi. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. In to se je izkazalo, se pravi to se je izkazalo torej v drugi svetovni vojni in tudi njegove knjige torej so bile na seznamu prepovedanih knjig, ker so bile tako svobodomiselne, tako proti avtoritarni državi. Žal se čas za naš pogovor hitro izteka. Zanima me tole, ali ga v današnji Nemčiji berejo Heineja? Ja, v današnji Nemčiji berejo Heineja. Heine je še vedno eden najbolj kanoniziranih avtorjev. V bistvu si je utrl pot ne samo v šole, ne samo na univerze, ampak tudi na domače knjižne police. Še besedo dve, prosim, o prevajalski izkušnji. Prevajalska izkušnja je bila zelo zanimiva. Jaz sem Heineja prevedla, torej to Nemčijo zimsko pravljico, v 2 mesecih, ker sem se res izključno ukvarjala samo s to Nemčijo in z ozadjem vsega tega, o čemer je pisal. Po eni strani je prevajanje zelo lahko. Meni so verzi vedno izziv, zato ker je kot neka ljudska pesmica. In tako v bistvu zelo lahkotno gre, ampak za to lahkotnost je pa točno ta ironija, so vsi ti podtoni, ki jih moraš ujeti. Ampak zdi se mi, da mi je nekako uspelo. Veliko priznanje zame je to, ko zjutraj pride hčerka pa pravi, mami, daj nam preber malo Heineja. Ki ni neka strastna bralka, ampak Heine je pa všeč, ker pač vsa družina je potem morala poslušati Heineja in moje rešitve. Tako zelo sem uživala ob prevajanju. Lepo. Nemčija zimska pravljica je išla v vašem prevodu pri Ljubljanski univerzi na Filozofski fakulteti in me zanima ta vaša izkušnja. To je vaša hišna založba, če pravilno razumem. Kakšen je bil založnik? Je bil korekten, vam je izplačal honorar, je nekako prisluhnil vašim sugestijam? Te stvari me zanima. Je tudi promoviral knjigo? Ja, to je znanstvena založba Filozofske fakultete, ki spada pod univerzitetno založbo Ljubljanske univerze. Zame je to najboljša založba na svetu. Zelo prisluhnejo željam po oblikovanju, tudi po ideji, jaz bi pa zdaj Heineja prevedla. In se mi zdi, da znanstvena založba zapolni marsikatero vrzel, ki jo sicer druge založbe ne. Ko se loti teh kanoniziranih knjig v novih prevodih, ni zapadla nekemu trendu, tudi ne more, ker je znanstvena založba. Pa mogoče ta Heine niti ni znanost, to je poezija, pa malce, ki mi rečemo Nemci, ausgleisvajo, pa si privoščijo tudi to, ampak kot sem prej rekla, s tem zapolnjujejo pomembne vrzeli za prisotnost čudovite svetovne literature na slovenskem trgu. Honorarjev tukaj ni, ampak lahko dobim knjig, kolikor jih želim, da jih lahko podarim, da jih lahko pošljem svojim, ne bom rekla občudovalcem, ampak tisti, za katere se mi zdi, da bi jim Heine lahko bil všeč. Vsem grejo na roko, res so čudoviti. Knjigo so dovolj promovirali? Knjigo smo promovirali na Liberaku, na sejmu akademske knjige, takrat je tudi izšla. In jaz mislim, da kar dovolj, ker sem šla prejšnji teden v mladinsko knjigo, pa sem rekla, a imate mogoče Heine zimsko pravljico? In je neka študentka rekla, ja, tamle na policiji se poglejte. In se mi zdelo tako fajn, nisem povedala, kdo sem, ampak mogoče se je iz obraza videlo, da sem jaz prevajalka.
Mateja Gaber, Irena Samide, hvala vama za pogovor, zanimiv, razgiban. Vam hvala tudi za prevod Heineja. Hvala. Hvala enako.